Predragi prijatelji in občudovalci božičnih skrivnosti, danes želim z vami premišljevati dejstvo, ker sem kot človek oseba, sem torej tudi ud občestva ali o skrivnosti občestva. Lahko bi rekli svetopisemsko, in bila je noč in prišel je novi dan. Dan, ki nas je zelo približal tistemu velikemu in svetemu dnevu Božiču, dnevu Gospodovega rojstva. Toda on se je rodil tudi kot človek, da bi se tudi mi vsi rodili, rastli, napredovali. Pa ne za grob, temveč za neuničljivo življenje. To celo življenjsko rojevanje, rojevamo se torej celo življenje, se v nas dogaja zato, ker smo osebe, smo rekli včeraj, ker smo skrivnosti, ker smo čudež, ker smo harmonija nebes in zemlje, smo harmonija Boga in človeka, večnost in zgodovinskosti, smo čudežna simfonija telesa, duha in duše. Mi nismo samo kup mišičevja, prodani samovolji, na primer, ali zdravnikov, ali vojakov, ali politikov, ali človekovi neodgovornosti za celotno ustvarjenino. Vsakdo od nas je tisto skrivnostno bitje, ki nosi v sebi nevidne antene, vse obsežne povezanosti s stvarnikom in vsem ustvarjenim. Jaz kot oseba, kot torej sveta stvarnost, sem pravi mikrokozmos vsega, kar obstaja, in sem poklican, da osebno prevzamem vse vajeti soodnosov do stvarnika, do ljudi, do vseh stvari, do najmanjšega atoma. V naše medsebojne odnose, v našo neprekinjeno cirkulacijo odnosov, lahko pa, bratje in sestre, pošiljamo samo to, kar sem jaz. Samo to, na čemer jaz, ker sem od Boga ustvarjen kot oseba, deležim. Kar sem torej prejel. Samo to torej, kar v občudovanju in hvaležnosti stvarniku in staršem sprejemam in tako posedujem. Kajti brez občudovanja in brez hvaležnosti do Boga in do vsega okoli mene sem nujno notranje razdiralen, destruktiven. Sem samo blokirajoče in zato nujno samo uničujoče se bitje. Zares me vedno znova do globin pretrese Božja beseda tega dneva. In glejte, mimogrede povedano, novega čudeža v današnji Božji besedi, ki pravi v Svetem pismu, kjer je čisto človeška beseda, a je povzdignjena do samih višin Božje besede. Kaj neki bo iz tega otroka? Iz Janeza Krstnika. Torej, te človeške besede so del zdaj Božje besede. Zakaj so ljudje tako govorili? Videli so namreč v celotnem dogajanju, da je Božja roka nad njim, nad Janezom Krstnikom. Da, draga sestra, dragi brat, spoštovana vsaka družina, cenjena vsaka vas in naselje v naši domovini, nad teboj je prav tako, kakor nad Janezom Krstnikom, Božja roka. Tudi ti si novi Janez Krstnik, tudi ti obstajaš samo zato, ker imaš čudežno poslanstvo, da odkrivaš v celotnem vesoljstvu novo pot, da pripravljaš pot samo vsemu tistemu, kar je lepo in dobro, kar je resnično in pravično, kar je harmonično in simfonično, kar je obetajoče in navdihujoče.
Vsaka oseba je sveta, ker ima, kakor novorojeni Jezus iz Nazareta, kakor sveti Janez Krstnik, čudežno poslanstvo. Poslanstvo, da nenehno raste in da tako omogoča rast prav tako vsem drugim in vsemu drugemu. Vsaka oseba je sveta zato, ker je z Bogom sostvarnik odnosov, sostvarnik novih poti, sostvarnik novih dežel, sostvarnik novih svetov. Kaj drugega pa je Jezusov blagor, na primer blagor krotkim, ker ti bodo deželo posredili, kakor garancija, da lahko ustvarjamo nove dežele, nove svetove. Vprašam vas, ali nam ni, na primer, blaženi Anton Martin Slomšek odprl docela nove svetove, zrelosti, kulture, zrenja, župnij, samostanov, škofije, ekumenizma, perspektivnosti. Če ne bi bilo njega, vsega tega naša domovina ne bi imela. Če ne bi, na primer, bilo božjega služabnika salezijanca Andreja Majcna, ne bi bilo tako bogatega salezijanskega življenja v Vietnamu. Kakor je torej imel sveti Janez Krstnik izjemno poslanstvo, da je postal Kristusov predhodnik, glasnik spreobrnjenja in pokore, pogumen pričevalec resnice in velikodušni darovalec svojega življenja za Kristusa in torej za celotno človeštvo, a se je kljub temu čutil nevrednega, da Jezusu odveže jermen? Tako, dragi brat in sestra, nimaš ti nič manjšega poslanstva. Treba pa je biti kot on ponižen, kar pomeni v službi celostne resnice in ne kot nekakšen samozadostnež. Skratka, to, kar je danes za nas zares življenjsko nujno, je, da odkrijemo v polnosti osnovno resnico. Ker sem oseba, lahko kot oseba rastem in napredujem, lahko osrečujem sebe in druge samo toliko, kolikor se tudi jaz iz dneva v dan, iz hipa v hip odpiram celostni stvarnosti, svojemu stvarniku, Bogu, vsem ljudem, vsem stvarem, vsakemu najmanjšemu mikrokozmosu ali pa največjemu makrokozmosu. Vse je med seboj, kot vemo, popolnoma soodvisno. Ker sem torej ustvarjen po Božji podobi, moram in morem po vzoru in moči Jezusa Kristusa sprejemati in ljubiti vse. Prav vse. To pa zmorem storiti samo, in to je pomembno povedati, ko v veri sprejemam vse ljudi, vse stvari kot dar in svoje življenje tako spreminjam v hvalnico in poveličevanje. Vrata svojega srca namreč odpiram tako, da vse pozitivno vstopa v moje srce. Brez zahvaljevanja, brez slavljenja, brez poveličevanja stvarnika se pač začnem predajati samo občudovanju. Občudovanje in zahvaljevanje je torej osnovni zakon življenja. Kdor ne moli, ne more prav vdihavati lepote celotnega vesoljstva in ne zmore s svojim izdihom, če tako primerjamo življenje, v ljubezni ogrevati celotnega vesolja. Kdor ne strmi nad življenjem, ne odpira svojega osebnega življenja vsem možnostim. Kdor ne poveličuje stvarnika, mu stvarnik in stvari ne morejo pomagati v rasti in napredovanju, v letih, v milosti in modrosti. Kdor trdi, da imajo žene pravico izbirati samo sebe,
in se predajati samoljubju in zavreči življenje in torej ne služijo življenju, tisti ženam priporoča materam, naj v ta na svet izžarevajo sebičnost, samozadostnost. Tako nevarno postajajo gradovi brez oken in brez vrat, kakor pravi pisatelj. Seveda to ne velja samo za žene, za matere, to velja za vsakogar od nas, za moške in ženske. Zakaj se je skupnost Jezusovih učencev, ki se je utrdila na prvem ekumenskem nicejskem zboru, oklicalo za katoliško? Zavestno so se namreč odločili, povedano grško katholos, za vseobsežnost, za vso stvarnost. Obrnili so se k vsej resnici, k vsem ljudem, tako kakor pravi apostol Pavel. Bog hoče, da se vsi ljudje zveličajo in da vsi pridejo do polne resnice. Mi smo za to odgovorni, samo zato se imenujemo katoličani. Ko torej sprejemamo novorojenega, skrivnost in svetost osebe, sprejemamo torej nujno tudi skrivnost in svetost občestva, skrivnost celotnega Jezusovega skrivnostnega telesa. Zato ta isti Pavel pravi, da je cerkev kot skrivnost Jezusovega telesa, a ne kot posamezna človekova zgodovinska realizacija slehernega uda cerkve, da je torej ta skrivnost cerkve steber resnice. Cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo, čigar duša je sam Sveti Duh, je resnično orodje odrešenja za ves svet. Cerkev kot skrivnost se danes zato tako ponižuje tudi med nami, pa žal tudi sami mi, verniki, ne poznamo dovolj skrivnosti svojega življenja. Cerkev torej ponižujemo, ker bi radi na tak način odstranili novorojenega in edinorojenega, tistega torej, ki edini postavlja meje resnice in torej tudi laži, postavlja meje svetosti, pa torej tudi grehu, postavlja meji večnosti, pa torej tudi propadljivosti. Bogočlovek Jezus Kristus je merilo skrivnosti življenja, skrivnosti občestva. Obhajati Božič torej pomeni odločati se za življenje, za skupnost, za občestvo, za svetost občestvenosti in torej za absolutno večnost. Vsi mi se torej sprašujemo, kaj bo z menoj, kaj bo s teboj, kaj bo z vsakim rojenim, kaj bo z vsakim našim današnjim novorojenim. Bratje in sestre, tako bo, kot se bo sam odpiral Božjemu stvariteljskemu načrtu. Iskreno torej molimo drug za drugega v teh dneh, da bi postali pravo, sveto, skrivnostno občestvo, prava cerkev. Tako bodi. Amen.